Prijateljice in prijatelji športne mreže, dober večer. V naslednjih 10 minutah, namenjenih lokalnemu športu, bomo govorili o nogometu in košarki. Poglejmo, kaj smo tokrat pripravili za vas. Delitev točk na vroči Bonifiki. Mojstrovina živca ni prinesla zmage. Namesto Bena Udriha, Koprčan Nebojša Joksimović. V uvodnem krogu prve slovenske nogometne lige sta primorska predstavnika zabeležila polni izkupiček. Koper, ki je najprej premagal Krko, je tokrat čakal težji nasprotnik. Na Bonifiko je prišla ljubljanska Olimpija, ki je v zadnjih 26 letih tukaj slavila zgolj enkrat, pred 2 mesecema. Poglejmo, ali se je četi Vanolija Ljubljančanom uspelo oddolžiti. V vremenskih razmirah, ki so bile prej primirne za sončenje na plaži in ne za igranje nogometa, sta se na Bonifiki udarila Koper in Olimpija. Vročina in sopara sta močno vplivali na predstavo nogometašev. V uvodnih minutah se je celo zdelo, da so takih pogojev bolj vajeni gostje iz prestolnice. Prve pol ure so bili oni tisti, ki so narekovali ritem igri, kar so uspeli kronati z zadetkom. A to ni dotolklo mladih Koprčanov, ki so potrpežljivo čakali na svojo priložnost. Ta je prišla v drugem polčasu, ko je gostujočega vratarja matiral Mitja Lotrič. Res bila spet težka tekma, vroče čez 30 stopinj. Olimpija je igrala dobro, se vidi, da jih je ponesla ta zmaga proti Žilini. Težko smo prihajali do žoge, vendar smo imeli eno priložnost, je bilo priložnosti, smo dobili gol in izenačili. 1:1 je bil tudi končni izid srečanja, ki je kljub veljavi minil v mirnem in komornem vzdušju. Domače gledalce ni vrglo iz tira niti skandiranje Green Dragonsov "Celi Koper ljubi Olimpijo". Verjetno so bili tudi privrženci moštva iz prestolnice razočarani nad dejstvom, da nasproti nimajo dostojnega tekmeca na tribuni. Tifozi na tekme ne prihajajo organizirano, pravi navijači, na katere je pred sezono računal alfa in omega koprskega nogometa Ante Guberac, pa so očitno zelo tihi. Ali pa je morda prevroče, da bi prišli na tekmo. Kakorkoli že, mladi igralci Kopra na tribunah nimajo podpore, ki si je zaslužijo. Vseeno so na igrišču pokazali srce in borbenost in osvojili točko proti izkušenejši in telesno močnejši zasedbi. Pa kako smo bili zadovoljni? Gladko smo mi izgubili 2 točki. Mislim, da enostavno in po igri, sploh prvi polčas, da smo si toliko priložnosti ustvarili, da bi praktično tekmo mogli reči v prvem polčasu. Kljub temu v drugem polčasu smo dovolili nasprotniku spet normalno po naše iz prekinitve. Tako da, ne vem, toliko priložnosti mi bi mogli tekmo dobiti vsaj kakšnim golom razlike. Se non hanno vinto, qualche merito ce l'abbiamo avuto anche noi. E alla fine penso che anche noi allora si poteva recriminare qualcosa. Abbiamo sbagliato dei contropiedi importanti, però a me sta bene il pari. Poi dopo se uno si lamenta è un problema suo. Koper, ki je prvi 2 prvenstveni tekmi odigral doma, na razpredelnici zaseda drugo mesto. Sedaj ga čaka prvo gostovanje. Varovanci trenerja Vanolija bodo v soboto odšli na Štajersko, kjer jih bo čakal slovenski prvak in favorit tudi letošnjega prvenstva Maribor. Adesso andremo con la grande serenità di sempre, li abbiamo già battuti una volta l'anno scorso in casa nostra e andremo a farti nella nostra partita. La mia non è mai una squadra che va per difendersi, è una squadra che cerca gli equilibri propri e se può cerca sempre di portare a casa la vittoria. In če je Koper po tekmi s Krko ostal brez Ivana Brečeviča, ki je odšel v grški AEK, je očitno na izhodnih vratih še nekdo, ki bi lahko pomagal v napadu. Luka Majcen. V Kopru želijo z njim prekiniti pogodbo, saj pred sezono ni pristal na zmanjšanje prejemkov, poleg tega pa v rumenem dresu nikoli ni navdušil. Obratno od Kopra, ki je prvi 2 srečanji v prvenstvu odigral doma, je Gorica 2-krat gostovala. Tokrat pri Krki, od koder se vrača s točko. Povejmo
Novogoričani so se na drugo zaporedno gostovanje odpravili na Dolenjsko k novemu članu slovenske elitne nogometne druščine. Krka, ki je pred tednom dni izgubila proti Kopru, je na prvoligaški sceni pred domačimi gledalci zaigrala prvič po 19 letih. Na stadionu Portoval sta se tako pomirili veliki neznanki letošnjega prvenstva. Oba kluba sta bila pred sezono na nogometni tržnici izrazito dejavna in močno spremenila igralski kader. Zato tudi prve prvenstvene tekme še ne kažejo njunega pravega dometa. Predvsem novogoriškega ne. Zdi se, da ima moštvo Luigija Apolonija še veliko rezerve in ko bo enkrat delovalo kot dobro naoljen stroj, bo verjetno tudi proti tekmecem iz nogometnih okolij, kot je Novo Meško, lažje prihajalo do polnega izkupička. Tokrat so ga Primorci zapravili v zadnji minuti. Krka Gorica 1-1. Sigurno smo prišli sem zmagati, ne. Zdaj škoda, no, ker smo dobili ta gol na koncu. Moram pa reči, da so gosti pokazali tudi eno lepo igro in mislim, da glede na igro, da je remi kar pravičen. Smo lahko veseli s to točko, kajti na koncu smo osvojili šele v zadnji minuti. Celo tekmo smo kar v redu igrali, tako da mislim, da je realen rezultat. Gorica ima po 2 tekmah 4 točke in si s Koprom deli drugo mesto. V naslednjem krogu bo prvič igrala pred domačimi navijači. V Novogoriški športni park prihajajo Domžale. Ostali rezultati drugega kroga prve slovenske nogometne lige so Rudar Maribor 0-3, Zavrč Celje 2-1, Domžale Triglav 2-2. Na prvenstveni lestvici s 6 točkami vodi Maribor. Kazalo je, da Primorci na prihajajočem Eurobasketu ne bomo imeli svojega predstavnika. A stvari so se spremenile. Po bolj ali manj pričakovanju odpovedi Bena Udriha je selektor Božidar Maljković v reprezentanco vpoklical Koprčana Nebojšo Joksimovića. Priljubljeni Nešo se bo pripravam priključil jutri, mi pa smo se z njim pogovarjali pred nekaj urami. Nešo, kakšen je bil občutek, ko si videl, da te kliče Božidar Maljković? Najprej sem bil presenečen, zato ker nisem vedel, da se bojo pač zgodile te odpovedi, ki so se zgodile. Udrih je enostavno rekel ne reprezentanci in ko me on poklical, je rekel, da so se po enem posvetu znotraj štaba dogovorili zame, ne. Poklical me je, vprašal, če sem za to, da nastopim oziroma da kandidatiram za 12-terico na Evropskem prvenstvu. Rekel sem, da ni problema, tako da vse skupaj trajalo res par minut in dogovorili smo se, da v torek potujem v Rogaško Slatino. Kako je delati z njim, kakšen je njegov način? Jaz sem bil pred 2 leti prvič na pripravah z njimi, sicer kratek čas, tako da pravega sistema nisem ulovil. To je premajhen čas, da bi lahko bilo kaj ocenil. Sigurno gre za eno zveneče ime med trenerji v jugu in v tej evropski košarki. Tako da jaz upam, da bo eno veliko zadovoljstvo delati z njim. Tokrat boš med starejšimi v izbrani vrsti, prinaša to kakšno razliko, razen tega, da ti bodo drugi nosili torbo? Veš kaj, ponovadi se pač pozna neka hierarhija v ekipi, tako da recimo to najstarejše bi bilo lepo spoštovati, ampak na igrišču pa bomo sigurno vsi enaki in ne bo kakšnih prevelikih razlik, kar se tega tiče. Enostavno bomo mogli gledati na to, da smo kot ekipa, ne pa kot posamezniki mlajši, starejši in tako se bo dalo narediti veliko več. Kako pa val navdušenja na domačem prvenstvu obrniti na svoj mlin in ne podleči pritiskom? Pritisk sam po sebi pride. Hočeš, nočeš, delaš na tem, da ga pač enostavno zmanjšaš, koliko se da, ampak vseeno, igraš doma in vsak se zaveda, kaj to prinaša. Pač pričakovanja zaradi tega so normalno velika. Zdaj, ekipa pač ni sestavljena iz najbolj vrhunskih imen, ki jih trenutno slovenska košarka premore, ampak mislim, da se pričakovanja kaj dosti ne bojo spreminjala. Jaz upam, da bo publika res ena dodatna energija za ekipo in
Želim si, da bi to na en pravi način izkoristili vsi, da bomo na koncu vsi zadovoljni. Dragi pred televizijskimi zasloni, to je bilo za danes vse. Z vami bomo ponovno prihodnji ponedeljek. Želim vam prijetno poletno noč.